V času, ko se o gorenjskem biseru v medijih govori predvsem iz vidika naravovarstva in rastočega obiska, je še kako pomembno izpostaviti trud lokalne skupnosti za čistočo Blejskega jezera. Letošnja že 26. čistilna akcija Blejskega jezera dokazuje, kako močan vpliv imajo lahko posamezniki in lokalna društva, če le sodelujejo kot eno. Na pobudo Društva za podvodne dejavnosti Bled tako vsako leto potapljači poskrbijo, da jezero sprostijo predmetov, ki neslavno krasijo jezersko dno. Čistilna akcija je večkrat letno. Mi, ki se bolj zavedamo ekološkega pomena čistega jezera, smeti že čistimo pri samem potopu. Ampak drugače je pa tale velika pomladanska, vse slovenska, če tako rečem, kjer nam pomagajo od ribiške družine, občine do veliko sponzorjev in donatorjev, je pač ena izmed večjih, in pa potem v jesen, ki naredimo bolj lokalno oziroma bolj društveno, če tako rečem, akcijo, ki jo pa ne tako propagiramo oziroma ne govori se to, ko ne. Letošnje čistilne akcije se je udeležilo 11 društev iz cele Slovenije, čistili pa so na 26 lokacijah. Prišli so iz Murske Sobote, iz Novega mesta, iz Maribora, se pravi tudi daleč, predvsem pa seveda iz naše bližnje okolice. Trenutno je več kot 100 ljudi oziroma okrog 80 potapljačev, tako da mislim, da bo akcija zelo uspešna. Najbolj nasmetene so lokacije, ki se nahajajo ob kopališčih. Se pravi Ribno, Zaka, okrog grajskega kopališča, tam, kjer je največ ljudi, je tudi največ smeti. Smeti pobiramo predvsem do globine 6-7 metrov, predvsem tiste, ki so vidne, ki so ekološko sporne, se pravi razna plastika, razne odpadke, ki pač ne sodijo v vodo. Ostale smeti pa nekako poskušamo dobiti, če so kakšne večje, imamo potem posebej akcije za to, ostalo pa takrat, ko je čas za to. Zelo sem vesel, da ta vsakoletna že več kot tradicionalna akcija počisti z dna jezera, saj te mehanske odpadke, materialne, se tisto pri kemijski sestavi, ki je dosti ne more narediti, ampak že to je ogromno, da gre to ven, in vsak let smo začudeni, da je to še vse noter. Sicer je manj, ampak veseli me tudi, da pridejo z cele Slovenije potapljači, da imajo lep dan na Bledu, po eni strani, po drugi strani pa, da to zavedanje o pomenu čistega Blejskega jezera, naše turistične in sploh nacionalne ikone, da tudi s tem širimo po vsej domovini. In sem zelo, zelo hvaležen domačim organizatorjem. Vidite, da je kar odmevno, da je prišel še državni sekretar za okolje, tako da na prost dan. Glede na to, kakšen pomen ima okolje in pa zelena Slovenija, s katerim se ponašamo v svetu, se mi zdi, kar bi lahko še več naredili, je glede ozaveščanja. To se pravi hoteli, restauracije, da bi res konkretno skupaj pristopili k temu, da se tudi turiste ozavešča, da morajo skrbeti za naše okolje. Vsak izmed nas nosi odgovornost za ohranjanje narave. Zato je vsako prizadevanje domačinov in drugih aktivnih deležnikov še kako dobrodošlo. Vendar pa so sredstva, ki bi omogočila večje izboljšanje stanja jezera, težje dosegljiva samoiniciativnim posameznikom, medtem ko jezero ostaja v državni lasti. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da je Blejsko jezero izjemnega državnega pomena, tako za turizem, kot pa tudi za lokalne prebivalce. In vemo, da je tudi Blejsko jezero zelo preobremenjeno, tako da moramo s takimi čistilnimi akcijami, kakršne je danes, in pa tudi tekom leta delati na tem, da ohranimo dobro čistočo. Kakšne ukrepe pa še lahko pričakujemo s strani države, glede na to, da jezero, tako kot ste rekli, je preobremenjeno? To pa moramo sodelovati skupaj z občino pri pripravi načrta upravljanja z Blejskim jezerom, kar pa tudi načrtujemo v bližnji prihodnosti, da se bomo skupaj usedli in res pripravili konkreten načrt, kako bomo ohranjali dobro stanje danes in pa tudi za prihodnje generacije. Ukrepi seveda se morajo začeti v okolici jezera. Jezero samo po sebi ni krivo, da je preobremenjeno. Pretirano gnojenje res je tukaj en velik vzrok.
Čistilna naprava kar dobro dela, nič ne gre v jezero, nobenih fekalij, ne glede na to, da se vse sorte sliši. Včasih pri velikih nalivih gre nekaj zemljine noter, to ni umazanija, tisto se posede. Je pa jezero naraven živ organizem, star 14 000 let in vsa alpska jezera, v bistvu, ki so tako slabo pretočna kot je naše, počasi odhajajo, če hočemo ali nočemo. Na nas je, da čim dalj vzdržujemo vsaj to stanje, kot je, oziroma da ga izboljšujemo. Samo to je naraven proces. Mi ne živimo toliko dolg, ampak od zadnje ledene dobe je to jezero tako, kot je. Ima precej manjši pretok od Bohinjskega, naprimer, katerega drugega. Problem imamo tukaj še, da razen tistega potoka Mišice, ki je najbolj oporečen, vsi drugi potoki ne smejo v jezero. S pomočjo čistilne akcije je jezero ponovno čistejše, kar nam pokaže, kako uspešni smo lahko, če smo le pripravljeni sodelovati pri ciljih, ki nosijo večji pomen od nas samih.